Pozdravljeni, jaz sem Andrej Stritar, jaz sem na Planinski zvezi zadolžen za vzdrževanje PlanGIS-a, našega urejevalnika podatkov o planinskih poteh. In tole so predavanja, filmčki o tem, kako vam PlanGIS lahko pomaga pri vzdrževanju planinskih poti oziroma pri vodenju evidenc o tem, kako ste vzdrževali planinske poti. PlanGIS je kratica za planinski geoinformacijski sistem. To smo pripravili na Planinski zvezi Slovenije kot pomoč našim markacistom, ki vzdržujejo okrog 10.000 kilometrov planinskih poti. No, kasneje se je iz tega razvila tudi aplikacija MAPZS, ki pa je silno uporabna tudi za navadne planince, za vse ljudi, ki obiskujejo naravo. PlanGIS je naša temeljna podatkovna baza, v kateri dodajamo in urejamo podatke, medtem ko jih z MAPZS zgolj prikazujemo. PlanGIS vsebuje celoten nekdanji kataster planinskih poti, torej vse poti, planinske poti, ki so registrirane kot take v Sloveniji. Poleg tega se pa tudi zelo trudimo vanj vključiti tudi čim več drugih poti po naravi, razne gozdarske, turistične, daljinske pohodniške, in tega je tudi že kar veliko, skoraj toliko veliko kot planinskih. No, poglejmo si, kaj pa je tisto, kar PlanGIS ponuja markacistom. Zakaj je PlanGIS koristen za markaciste? Markacist bo le enkrat zapisal podatke o neki akciji v PlanGIS. Torej, ko naredite vzdrževalno akcijo na terenu, seveda je treba potem proti koncu leta poslati neko skupno poročilo o tej akciji, o tej in drugih akcijah vašega planinskega društva, kar je vse seveda potrebno za to, da se nekako organizira financiranje celotne naše dejavnosti. No, in s pomočjo PlanGIS-a bo markacist podatek o posamezni akciji enkrat zapisal v PlanGIS in se mu s tem ne bo treba več nikoli ukvarjati. Podatki so shranjeni v centralni bazi, torej so na razpolago vsem, ki jih potrebujejo, enostavno je do njih priti. Odpade potreba po dodatnih letnih ali drugačnih poročanjih društva ali markacista, torej ne bo več treba letnih poročil društva, markacijskega odseka društva na koncu leta, niti letnih poročil markacistov. Kajti vsa poročila je možno dobiti kadarkoli z nekaj kliki iz PlanGIS-a. Ko boste sproti vnašali podatke o akcijah v PlanGIS, se bodo vsi te podatki tam zbirali in potem seveda jih lahko potegnemo ven v kakršnikoli obliki in za razne analize.